3 stvari bi rad povedal, bi rad podelil nocoj z vami. Prva stvar so številke. Ob koncu leta je vedno priložnost, da potegnemo črto, malo preštejemo, malo pogledamo, skušamo videti, ali obstaja kakšna logika, ali obstaja kakšna zakonitost. Številke lahko najdete tudi v tiskanih oznanilih. Mogoče malo za predstavo. Lihen toliko, da slišimo, kje smo v tem trenutku v naši župniji. S krsti v naši župniji je bilo letos tako, da smo jih imeli 47, za predstavo. Lani jih je bilo 43, predlani pa 50. Se pravi, lani so bili 3 manj, predlani so bili 3 več. Kaj to pomeni? Se vračamo nazaj na stare številke, predcovidne številke? Bog ve. Drugi sakrament uvajanja, prvo sveto obhajilo. Na prvo sveto obhajilo se je letos začelo pripravljati 28 otrok, kar je enako kot lani, kar je 3 manj kot pred 2 letoma. Kam gremo? Bomo videli. Na Birmo se je letos začelo pripravljati 37 mladih. Lani jih je bilo 44, predlani jih je bilo 46. Porok je bilo letos 10, lani so bile samo 3, predlani jih je bilo 11. Tudi pri pogrebih je dinamika dosti podobna. Letos jih je bilo cerkvenih pogrebov, smo tam nekje pri 45, lani jih je bilo 43, predlani jih je bilo 50. Tu pa tam se vidi vpliv covida, ampak na dolgi rok vprašanje videti je, da se to ne bo poznalo, da so druge stvari, ki bodo vplivale na številke v naši župniji. Tisto, česar številke ne povejo, so druge stvari, ki jih velja tudi omeniti. Ena, ki se mi zdi tako zelo pomembna, je ta, da se nekako število dejavnosti v naši župniji povečuje, kar se mi zdi, da je dosti v nasprotju s tem, kar se zdi, da je splošna dinamika in v Sloveniji, in v slovenski cerkvi, in tudi v naši dekaniji. Število skavtov raste, zbori ostajajo, mladinski zbor se je ukrepil, otroški zbor Mala Jata zopet funkcionira. Število ministrantov je kaj zraslo od lani? Ja? 5 novih smo sprejeli. Število skavtov tudi raste do te mere, da so se morali razdeliti. Število veroučencev morda malo pada. Kaj še? Imamo 2 novi dejavnosti, na katere sem zelo ponosen. Eno je ta, da smo začeli letos družinsko katehezo ob 4. zvečer, ki se je zelo prijela. Druga je ta, da smo letos v naši župniji bogatejši za bratovščino odraslih skavtov. Nasploh lahko rečem, da je moja največja skrb v tem trenutku to, da nimamo dovolj prostorov, da bi se v njih lahko srečevali vse skupine, ki se v Dravljah želijo srečevati. In to je ena velika, velika milost. Lahko si predstavljate, kako je župnikom, ki se znajdejo v nasprotni vlogi, da imajo prostore, da imajo fantastične liturgične in pomožne prostore, pa ni ljudi. Toliko o številkah. Druga stvar, ki sem jo želel povedati, je ta, da je te številke vedno dobro uvrstiti v eno širšo perspektivo, v eno pogledati na nekem bolj širokem obzorju. In današnji evangeljski odlomek iz začetka Janezovega evangelija se mi zdi, da je čisto pravi žaromet, da lahko stvari, tudi te naše številke in dogajanje, pogledamo v enem širšem pogledu, ne samo skozi človeške oči, ampak vsaj približno skozi Božje oči. Kaj nam
razlaga Jezus. Slišali smo zaključek tega Janezovega odlomka. Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojeni Bog, ki živi v njegovem naročju, on je razložil. Jezus je naša najboljša priča tega, kdo Bog je, kaj Bog želi in kako Bog dela. In ko se vprašamo, kaj pravzaprav ima en kristjan ali pa nekdo, ki ima vero, v primerjavi s tistim, ki nima vere, v praktičnem življenju se mi zdi, da se vse skupaj lahko precej lepo nekako zbere ali pa zreducira na to, da človek, ki ima vero, kristjan, lahko svoje življenje in življenje drugih in življenje družbe in življenje sveta vedno gleda v perspektivi smisla. Nič od tega ni naključno, nič od tega ni brez pomena, nič od tega, kar naredimo dobro ali slabo, ni brez posledic. Da bi lahko za vsem tem, kar se nam zgodi, pa nam je prijetno ali pa neprijetno, pa se nam zdi, da je bilo dobro ali pa manj dobro, da bi lahko za vsem tem vedno znova prepoznavali ali pa vsaj iskali obličje Boga, ki je ljubezen, obličje Boga, ki je usmiljenje, obličje Boga, ki nam želi dobro. In ne glede na to, kakšne preizkušnje pridejo na nas, kako se bodo mogoče te številke spreminjali v prihodnjih letih, navzgor ali pa navzdol, da bi vedno lahko ohranili to držo, da stvari razlagamo skozi pogled Boga, ki ljudem želi dobro in ki je v ljubezni do nas podaril tudi svojega sina, da bi se nihče od nas ne zgubil, da bi nihče od nas ne zabredel tako daleč v temo, tako daleč v meglo, da bi se zgubil, da bi izgubil pravo pot, da bi izgubil pravo smer v življenju. In tretja stvar, ki jo želim poudariti nocoj, je v tej perspektivi, torej gledanja nase, na moje bližnje, na našo župnijo, na Slovenijo, na ves svet, v luči Boga, ki je dober, lahko se mi zdi, da smo poklicani, da vse stvari dejansko prepoznavamo tudi kot dar. Da ne bi nič od tega imeli za samoumevno, da ne bi ničesar od tega vzeli kot pač sad nekih naključij, ampak da bi v resnici lahko vse, kar se zgodi, vsako osebo, ki je v mojem življenju, prepoznavali kot dar. In v tem duhu se želim zahvaliti vsem, ki tako ali pa drugače pripomorete k temu, da naše župnijsko občestvo živi, deluje, se lahko srečuje, tako kot v eni družini, če je to, da je hiša pospravljena, če je to, da je kosilo skuhano, če je to, da so smeti odnešene, če je to samo naloga staršev, potem na dolgi rok vse skupaj ne bo funkcioniralo. In podobno je tudi v naši župniji. Če bi se obnašali, kot da je župnija samo stvar patrov, ne bo šlo dolgo naprej. In mi je vedno znova lepo videti, mi je toplo pri srcu, ko prepoznavam vedno bolj, se mi zdi, to razpoloženje in razpoložljivost z vaše strani, za sodelovanje, za pomoč, včasih samo kot eno pozornost, kot eno prijazno besedo, včasih kot eno, ne vem, kot roko tistih, ki vzamete metle, ki vzamete lojtre, ki ste pripravljeni kako žarnico pošraufati, ki ste pripravljeni kako žico zvezati, ki ste pripravljeni polepšati Evharistijo s petjem, z igranjem, ki ste pripravljeni počistiti, pomesti, ki ste pripravljeni okrasiti. Ogromno je stvari, kot rečeno že v prvi točki, veliko stvari se dogaja v naši župniji, za katere je meni čisto popolnoma jasno, da niso zrasle na mojem zelniku, da niso sad mojega truda, mojih idej, mojega prizadevanja, ampak so, vsaj jaz tako prepoznavam, sad delovanja Svetega Duha v vas, sad navdihov, ki jih tudi vam
in po vas Bog želi v tej naši župniji uresničiti. Da bi znali, kot rečeno, ostajati v tej drži prepoznavanja samih sebe in drugega kot darov, po katerih nam Bog sporoča, da nas ljubi, po katerih nam Bog sporoča, da naše življenje ni naključno, da naše življenje ni brez smisla, da bi lahko v vsakem trenutku prepoznavali, da ne glede na to, kako se mogoče kdaj sami sebi zdimo tudi nekoristni, da bi lahko vedno prepoznavali, da je naša župnija eno občestvo, ki bo brez našega prispevka bolj revno, ki bo, če nas ne bo, naš prispevek pogrešalo, ki bo pogrešalo nas kot take, da bi se lahko res vsak od nas začutil in prepoznal kot nujen sestaven del tega občestva, da bi lahko na ta način mi tukaj med seboj že v polnosti gradili Božje kraljestvo, ki je že tu, ki ga Bog želi graditi, ki ni stvar prihodnosti ali pa neke celo nedoločene prihodnosti, ampak je tukaj in zdaj. Naj nam pri tem pomaga Sveti Duh, ki ga Bog želi obilno pošiljati v naša srca, da bi znali postajati podobni njegovemu sinu, živeti v ljubezni do Boga Očeta in to ljubezen razdajati potem tudi drug drugemu. Amen.